Na naši šoli dekleta spoznajo celotno področje tekstila in sicer od začetne ideje. Seveda so tukaj predhodne modne smernice, ki so napovedane za določeno sezono. Same izrišajo na osnovi le-teh skice, kolekcije, nato pa se lotijo izrisa krojnih slik oziroma krojev in na koncu seveda tudi zašijajo svoje oblačila. Poklic vzdrževalec tekstili ima sigurno svojo prihodnost, kajti vsi vemo, da živimo zelo hitro in je čas za nego tekstili in oblačil danes zelo kratek oziroma ga praktično skoraj nimamo več. Zato se veliko ljudi poslužuje ravno vzdrževanje tekstili kar v čistilnicah. Na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad izobražujemo program izdelovalec oblačil in ustvarjalec modnih oblačil. Oba programa sta sestavljena iz modulov, in sicer iz obveznih modulov in iz izbirnih. Dijaki tekom šolanja spoznajo tekstilne materijale, seznanijo se z nego tekstilnih materialov, spoznajo postopke izdelave oblačil in tudi sami izdelajo oblačila. Dijaki, ki se želijo zaposliti v kemični čistilnici, lahko tekom šolanja izberejo modul nega in vzdrževanje, pri katerem natančno spoznajo sredstva in strojno opremo za nego in vzdrževanje tekstili. Jaz menim, da je ta poklic premalo poznan v širši javnosti, zagotovo je pa danes tako hiter tempo življenja, da nam vse več časa zmanjka za nego tekstili, za pranje doma, za likanje, zato se bomo vse bolj odločali za nego v kemičnih čistilnicah, kjer so zelo specializirani stroji, ki omogočajo pranje, sušenje in likanje. Če se dijak odloči za nego in vzdrževanje, posluša ta modul v 3. letniku, pol leta se izobražuje na naši šoli, pol leta pa se izobražuje pri delodajalcu, kjer se natančno seznani s strojno opremo in tudi dela na strojni opremi. Živijo? Živijo. Kako je pa tebi ime? Tjaša. Skje pa si? Iz Šentvida pri Stični, to je na Dolenjskem. A se ti zdi stil oblačenja pomemben? Ja, zato ker s tem tudi izkažeš, naprimer, kakšno muziko poslušaš. Osebnost pač se ti zdi. Ja. Kdo ti pa pere obleke? Ja, zaenkrat še mami, čeprav sem zdaj že toliko stara, da bi si lahko sama sam. A pa bi znala, če bi mogla recimo sama oprati? Ja, bi znala. Presortirati pa glede na materijale. Pa veš, kako to delo poteka recimo v kakšni te kemični čistilnici? Ne. Bolj profesionalno pa to. Pa vas v šoli, glede na to, da delate z veliko tekstilom, vas kaj o tem učijo, tako vzdrževanje tekstila? Ja, pač, ko si sam zašiješ, paziš na to, ne sam drugače pa. Niste imeli pa recimo nikoli, da bi se prav poučili o tem, kako kakšen material vzdrževati, kako je treba paziti na... Ja, tudi to smo se že učili. No, fajn. Živijo? Živijo. Kako je pa tebi ime? Nika. Skje si pa ti? Iz Ljubljane. A se ti zdi stil pomemben, pač kako se oblečeš? Ja, meni osebno zelo, še posebej, če se držimo kakšnega sestanka, se mi zdi, da moramo biti takrat malo bolj... Se pravi, se ti zdi pomembno paziti na to, kakšna je priložnost, ne? Ja. A pa se ti zdi kakšna velika razlika recimo med Ljubljančani pa drugimi, ne vem, da se mi mogoče lepše oblačimo ali pa kaj? Ja, ne bi glih kritizirala ostalih, ampak se mi zdi, da ja, zaradi tega, ker imamo več izbire pri oblekah, da imamo več trgovin in vsega, več izbire. Kdo ti pa pere obleke? Zaenkrat še mami. Aha, pa bi ti sama znala recimo oprati obleke? Obleke glih ne, no. Aha, ja, pač tako, mislim, se spoznaš na kakšne materijale, pa to, da veš, kaj paše skupaj, pa to. Bolj malo, vem pa, da črno pa belo ne smemo skupaj. Ja, to. A pa bi tvoj oči znal oprati obleke, naprimer, glede na to, da mame vedno znajo. Ja, jaz očeta drugače nimam, ne, ampak po mojem kakšen znano. Se zdi, da se najde? Kakšna izjema. Pa recimo veš, kako pa poteka to delo v teh profesionalnih kemičnih čistilnicah? Ne. Nisi še nikoli nesla v čistilnico? Ne, ker pazim, kaj kupam. Aha, pametno. No, to je dobro, ja. Živijo? Živijo. Kako je pa tebi ime? Jaz sem pa Joži. Skje pa si?
iz Domžal. A se ti zdi pomembno, kako se oblečeš ali pa kako se drugi oblečejo, recimo? Ja, meni to veliko pomeni. Kakšen način pa? Ja, v bistvu jaz ful rada zapravljam za oblačila in mi veliko pove meni, da sem lepo oblečena, pa tudi drugi. Pa imaš nek osebni stil? Ja, rada sem tako oblečena, da ni toliko stvari, da bi nekdo ponavljal za mano. Kdo ti pa pere obleke? Sama. Aha, sama. Pol veš, kako grejo stvari, belo, pa pisano, pa materiali, pa to? Ja, vse, kar spoznamo. A ste se v šoli tudi recimo učili o tem, kako je treba posamezen material vzdrževati? Ja, smo se, ja. Pol tudi veš, recimo, kako izgleda poklic v kakšni kemični čistilnici, pa to? Ja, v bistvu tega še nisem videla, ampak... A pa se ti recimo zdi možno, si lahko tako predstavljaš, da bi ti kdaj recimo delal v kakšni kemični čistilnici ali pa kaj podobnega, tako z oblekami pa vzdrževanjem oblek? Ja, mislim, da bi, no. Zakaj pa ne? Ja. Lepo pozdravljeni, Pisano. poslušalke in cenjeni poslušalci. Belo. Jaz ne vem, kakšna usoda je to. Pisano. Ravno ob petkih, ob 9:30, Belo. kot da stoji nekdo za tem, kot da gre za neko zaroto. Jaz verjamem, Kaj pa je to zdaj? Verjamete? To so zarote, ne more biti nič drugega. Namreč pred RTV-jem je več kot 5, 6, 7 tisoč ljudi. Že od 6. ure zjutraj grozi delavec. Ja, živijo Miro, ja, Luka tukaj, ja. Lej, jaz zdaj delam tako, kot si mi ti rekla, ne? Sortiram pač belo, pa pisano, pa belo, pa pisano. Ampak zdaj sem prišel tle do ene turkizne stvari, ki ne vem, ne jo da med belo ali med pisano. In jih raznese okoli še druge. Kako to misliš na ta star način? Ne bi rad nikomur nič, celo kip, prosi, če se lahko... Naslednjič bomo govorili o življenju oblek za posebne namene. Kot so na primer filmski in televizijski kostumi. Obiskali bomo človeka, ki iz starih oblek dela nove. In si pogledali, kdo pere najljubše obleke najlepših. Se vidimo čez en teden.